Januarsko druženje trenerjev že vrsto let poteka v Portorožu oziroma na enem od stadionov v slovenski Istri. Udeležba je obvezna za vse, ki želijo podaljšati pro in A licenco. Letos jih je bilo kar 440, največ doslej. Zveza nogometnih trenerjev s vsebinami sledi sodobnim trendom na področju igre oziroma prenašanja tovrstnih informacij na igralce. Letos je pač bil poudarek na hitrosti. Se pozna, da imamo dogovor z fakulteto za šport. Njihovi trije priznani mednarodni strokovnjaki so tudi predavali. Predavanja, okrogle mize in tudi neformalna druženja in sestanki so potekali v portoroškem hotelu Bernardin. Obsežnejši del programa je bil v soboto, ko so predavali slovenski selektor Matjaž Kek, Janez Vodičar, Tanja Kajtna, Milan Čoh, Branko Škof in Zdenko Verdenik. Nedeljski program je minil v znamenju predavanj Luke Milanoviča, Oliverja Bogatinova in Matjaža Vogrina. Vselej je pomemben tudi praktični del. Praktično pa zaključuje ciklus predavanj zadnjih 3 let Slobodan Pavković, ki je bil pomočnik prejšnjega selektorja Muslina in ima bogate izkušnje in mislim, da bo naši trenerji ogromno odnesli tudi v praktičnem delu. Letos ponovno na stadionu Bonifika, kjer so vaje izvajali mladinci domačega kluba. Stvari ovim treningom mi kompletiramo cijelu fudbalsku priču, jer ja sam još u Velenju pre 2 godine radio fazu napada, pa sam u Izoli radio fazu napada, brdo kod Kranja sam radio jesenas fazu odbrane i sad radimo tranziciju. Tako da je cijela priča kompletirana. Trenerji se pravzaprav zgolj enkrat letno srečajo v takšnem številu in seminar je tudi priložnost za neformalne pogovore, ki prav tako prispevajo k krepitvi znanja. Znanje nikoli ni preveč, tako kot je uvodoma povedal naš novi selektor Matjaž Kek. In prav selektor Matjaž Kek je poskrbel za zanimivo popestritev seminarja. Sestal se je s prvoligaškimi trenerji, saj je na prvi zbor za tekmo s Kitajsko povabil nogometaše iz domačih klubov. Izhajam pač iz tega, da je na tekmah Slovenske lige viden potencial. Mislim, da je tudi prav, da se v takem momentu da priložnost. Jaz upam, da bom iz te akcije dobil kakšno novo ime. To je neka novost v našem sodelovanju, to pomeni sodelovanje selektorja z trenerji prvoligaških moštev. Mislim, da je to nujno potrebno. Reprezentanca je seveda odraz dela v klubih. Sogovorniki ob tem poudarjajo, da gre za dolgotrajen proces. Nobena generacija ni nastala čez noč, vse je bilo plod nekega procesa. Prepričan sem, da bo to zdaj tudi slej ko prej, ali s Kekom, ali z nekom za Kekom, da se bo zgodilo, ker slovenski nogomet ima nek potencial. Rdeča nit letošnjega trenerskega druženja je bila torej izmenjava mnenj in izkušenj na vseh nivojih in v vseh segmentih delovanja naše krovne organizacije. Vsi jasno zelo radi izmenjamo neka mnenja, poglede, problematiko, ki jo srečujemo vsak v svojem domu, tako da je pač za izkoristiti te trenutke. Ta odkrita komunikacija pa je neka nujna za izmenjavo mnenj, tako v nekem spoštljivem tonu in kdo hoče, lahko kaj vzame za sebe. In preizkusijo ter sprovedejo v domačem okolju, tudi s kakšno svojo idejo za dodano vrednost pridobljenemu znanju.